Pozdravljeni in dobrodošli na webinarju Kako najenostavneje do manjše porabe in nižjih stroškov energentov v zgradbah in proizvodnji. V zadnjem času je ena izmed najbolj perečih tem v gospodarstvu in negospodarstvu zagotovo energija, ki je aktualna iz več razlogov. Prvi vzrok so bile naraščajoče cene, katerim se je letos pridružila tudi skrb glede dobavljivosti, predvsem elektrike in plina, ki sta ključna energenta za številne dejavnosti. Cene energentov se še vedno spreminjajo in neposredno vplivajo na stroške obratovanja zgradb in proizvodnje. Kljub povišanju cen izdelkov in storitev, regulaciji cen energentov in državnim subvencijam bo morala večina podjetij in organizacij rešitve poiskati tudi z znižanjem njihove porabe. Danes so z nami magister Nenad Čutanovec, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacijo v Gospodarski zbornici Slovenije, Andrej Prevc, strokovnjak na področju razvoja storitev za pametno infrastrukturo v podjetju Telekom Slovenije, in Urban Primožič s podjetjem Metronik, kjer je vodja prodaje energetskih rešitev v zgradbah. Webinar bo trajal približno 45 minut, izvedeli pa bomo več o pomenu energetske učinkovitosti, o proaktivnem energetskem menedžmentu za manjšo porabo energije. Predstavili vam bomo tudi inovativno platformo za doseganje energetske učinkovitosti, ki je rezultat razvojnega sodelovanja med podjetjema Telekom Slovenije in Metronik. Na primerih Merkur in Marifarm pa boste videli, kako rešitev deluje v praksi. Na tej točki vas tudi obveščam, da se webinar snema, posnetek pa boste prejeli v naslednjih dneh. Sedaj pa najbolje, da k besedi vabim gospoda Nenada Čutanovca iz Gospodarske zbornice Slovenije. Nenad, izvolite. Hvala lepa za ta prijazen uvod in za vabilo na uvodni nagovor na tem dogodku. Spoštovane udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni. Sem torej direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je predstavnik IKT sektorja v Sloveniji. Ena od naših ključnih dejavnosti, ne edina, je spodbujanje digitalizacije podjetij ne glede na panogo, torej digitalizacije kot ključnega elementa sodobnega poslovanja, večanja produktivnosti in konkurenčnosti. Še posebej pa poudarjamo pomen digitalne preobrazbe podjetij in konceptov industrije 4.0, torej poslovne in proizvodne preobrazbe, ki temelji na digitalnih tehnologijah in sodobnih agilnih pristopih. Pri tem lahko rečemo, da podatki igrajo ključno vlogo v podjetjih, tako za poslovno analitiko, podporo odločanju, energetski menedžment, upravljanje proizvodnje, kot tudi nove načine dela in nove poslovne modele, ki vsi temeljijo pravzaprav na zbiranju, povezovanju, uporabi podatkov, tudi v realnem času. Hkrati so podatki zaradi neurejenosti, razpršenosti, nepovezanosti in tako naprej dostikrat ovira za hitrejši prehod v sodobne digitalne rešitve, ki na podatkih temeljijo. Po podatkih Evropske komisije se več kot 80% industrijskih podatkov ne uporablja. Količine podatkov, ki jih zajemamo, zbiramo, shranjujemo, pa sicer eksponentno naraščajo. Ko pa se uporabljajo, pa se v okviru podjetja oziroma v zelo omejenem obsegu, potencial širše uporabe pa ostane neizkoriščen. V Evropski uniji je v zadnjih letih tudi zato področje podatkov eno od ključnih digitalnih področij. Vzpostavljajo se tudi mehanizmi mednarodnega povezovanja podatkov, tako imenovani podatkovni prostori, angleško data spaces, ki bodo omogočali množico novih storitev tudi z uporabo umetne inteligence. Gre za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki bodo na uporabo v zasebnemu sektorju, prav tako pa bi na tem mestu omenil akt o podatkih, ki je v fazi priprave na nivoju EU in tudi mi sodelujemo pri tem. Akt o podatkih bo močno vplival ne samo na IKT panogo, temveč tudi na podjetja iz drugih panog. Določal bo pravila in pravična razmerja v digitalnem okolju o tem, kdo lahko in pod kakšnimi pogoji uporablja podatke, pod kakšnimi pogoji se podatki med podjetji lahko delijo in podobno. Gre za ustvarjanje konkurenčnega in pravičnega digitalnega okolja za vsa podjetja in organizacije in tudi javni sektor, ki bo močno spodbudil uporabo podatkov za različne načine in stimuliral nove oblačne storitve za podjetja, državljane, paciente in podobno, tudi v industrijskih okoljih. Torej, če se vrnem na energetski menedžment, le-ta je zelo pomemben del uspešne digitalizacije podjetja.
Upravljanje porabe energije v zgradbah in proizvodnji pomemben dejavnik za stroškovno učinkovitost, skladno z okoljevarstvenimi zahtevami in standardi poročanja na področju trajnostnega poslovanja, kar prihaja, in s tem povečanja ugleda podjetja, bi lahko rekli, pa zahtevami in pričakovanji kupcev, povečuje tudi odpornost podjetja in zmanjšuje rizike v poslovanju. In je torej, bi lahko rekli, ključen ali pa pomemben, zelo pomemben element poslovne uspešnosti nasploh. Še pomembnejši pa postaja seveda v času energetske krize, kot že rečeno, ki smo ji priča, ko se energija nenormalno drži in ko hkrati vlada negotovost z zagotavljanjem dobave energije. Zato so koristi energetskega menedžmenta toliko pomembnejše. Je torej eden od ključnih elementov zelenega in digitalnega prehoda, kar bo tudi sicer tema konference Go Digital, ki jo organiziramo v Združenju za informatiko in telekomunikacije in bo na sporedu 24. novembra na Brdu pri Kranju in na katero ste vsi lepo vabljeni. Obe podjetji, tako Metronik kot Telekom Slovenije, ki organizirata današnji seminar, sta pomembna in aktivna člana Združenja za informatiko in telekomunikacije. Na ta način skupaj ustvarjamo boljše pogoje za uspešen digitalni in zeleni razvoj in upam tudi preboj Slovenije. Veseli me tudi, da obe podjetji sodelujeta na področju energetskega menedžmenta, ker sem prepričan, da je v sodelovanju moč, da je tukaj priložnost za hitrejši razvoj novih konceptov, rešitev ter učinkovitejši tržni nastop tudi na mednarodnih trgih. Vsem udeležencem želim uspešno, trajnostno poslovanje ter seveda zanimiv in koristen dogodek. Hvala in lep pozdrav. Najlepša hvala gospodu Šutanovcu za uvodni nagovor in vpogled v številne podatke. Naslednji predavatelj pa nam bo povedal več o proaktivnem energetskem menedžmentu za manjšo porabo energije. Andrej, izvoli. Pozdravljeni. V današnjem webinarju želimo predstaviti rešitev za energetsko upravljanje bodisi stavb, bodisi industrijskih procesov, ki smo jo sestavili skupaj Metronik in Telekom Slovenije. Na osnovi izkušenj iz preteklih pilotskih projektov, pa tudi nekaterih projektov, komercialnih projektov, smo sestavili celovito rešitev, ki vključuje vse od zajema podatkov, hranjenja podatkov, prenosa podatkov v centralno odložišče in pa orodij za analitiko in izbiro ukrepov, ter vključuje tudi svetovanje na področju uvedbe teh ukrepov, izbire in uvedbe teh ukrepov. Skupno rešitev smo zasnovali z mislijo na to, da nas vse čaka izpolnjevanje zelenih zavez za zniževanje ogljičnega odtisa in pa z zavedanjem, da je za vse nas trenutno zelo pomembno, da držimo stroške porabe energentov v znosnih mejah in da na ta način si zagotovimo obvladljivo poslovanje. Želimo pa skupaj vam tudi, in upam, da nam bo to uspelo predstaviti, da se s to rešitvijo, ta rešitev ne pomeni, da morate imeti velike vložke v neko infrastrukturo ali pa rešitev. Vse to je narejeno ali pa zamišljeno kot storitev. Hkrati pa smo prepričani, da lahko dosežemo na osnovi izkušenj, ki smo jih prej omenili, lahko dosežemo vsaj 5% zmanjšanje porabe energentov že v prvem letu, kar v današnjih časih, glede na cene energentov, sploh ni zanemarljivo. Poglejmo, kateri so glavni elementi spremljanja porabe energentov oziroma energetskega upravljanja. Vse se začne pri zbiranju podatkov, gre za pobiranje podatkov, zajem podatkov na merilnih mestih. Pogosto v okviru projektov ugotavljamo, da je mogoče na tem področju treba narediti več, kot je zatečeno stanje.
Ne gre toliko za tehnološko, ampak velikokrat tudi za organizacijske elemente ali pa za različne vzorce porabe energentov v različnih delih podjetja ali ustanove. Pri tem moramo zagotoviti, da se podatki, ki se na današnjih napravah za merjenje porabe ponavadi že kar zbirajo oziroma je omogočen prenos podatkov, je treba zagotoviti potem samo še dejansko prenos teh podatkov z ustrezno dinamiko v centralno odložišče podatkov, kjer se potem te časovne serije lahko spremljajo, analizirajo, prikazujejo na ustrezne načine, kar je že drugi del rešitve, in se s temi prikazi v bistvu zagotovi pravi način oziroma pravi vpogled v situacijo in kar omogoča odločanje o tem, kako ukrepati za naprej. Tukaj gre za to, da mora biti orodje ustrezno intuitivno, po drugi strani mora zagotavljati dovolj različnih metod za analizo različnih primerov in tudi različne metode so za različne vrste porabe oziroma vrste energentov. In naslednja faza pa so ukrepi in pa svetovanje v zvezi s tem, katere ukrepe je smiselno najprej, katere pozneje vpeljati v vsakodnevno uporabo in na osnovi tega tudi spremljati dejanske učinke vsega, o čemer smo do zdaj govorili. V zvezi z ukrepi mogoče še nekaj več, recimo pojmov. Predvsem bi na tejle sliki radi poudarili ta krog neprekinjenega napredka. Gre za to, da je treba, zato da bi vedeli, kaj se nam dogaja, najprej pomeriti, zbrati podatke, potem te podatke ustrezno analizirati in se odločiti o tem, kaj je treba ukreniti oziroma kje je treba spremembe narediti. Hkrati je treba pa tudi poročati, ker poročanje je en od bistvenih elementov dviganja zavesti o tem, kaj je pravo ravnanje v zvezi z porabo energentov. Ukrepi so potem, rečemo temu, ko grejo v življenje oziroma ko jih spravimo v vsakodnevno življenje, tudi nekaj, kar omogoča, da se dejansko kaj zgodi. In pa brez naslednjega kroga, to se pravi, da spet pomerimo, koliko smo pridobili oziroma prihranili, tudi ne bi bilo nobenega učinka. To se pravi, krog se mora vrteti naprej. Med ukrepi ukrepe delimo na dve vrsti, eni so organizacijski, drugi so investicijski oziroma tehnološki. Pri organizacijskih ukrepih predvsem zagotavljamo, da se nepotrebna poraba z obnašanjem ali z spremembami v procesih izniči oziroma minimizira, da nimamo dejansko porabnikov vključenih takrat, kadar se nič ne dogaja, in da se ljudje prilagodijo, kar se tiče obnašanja, dogovorjenim standardom, kar se tiče porabe energije. Investicijski ukrepi pa pomenijo, da moramo dejansko še nekaj vložiti, da zmanjšamo porabo energije pri ključnih uporabnikih oziroma v okviru bodisi proizvodnih procesov ali pa v okviru zagotavljanja ustreznega stanja v stavbah. Tale slika je ilustracija recimo idealnega in pa
ne tako idealnega obnašanja v ozadju obnašanja oziroma delovanja v smislu energetskega upravljanja stavb ali proizvodnih procesov. Gre za to, da velikokrat naredimo nekaj na področju organizacijskih ukrepov ali včasih tudi kakšnega uvedbe tehnologije, kar je tukaj označimo kot ad hoc rešitev na oranžnem ozadju. Te rešitve nekaj časa lahko pripeljejo oziroma zagotovijo izboljšanje, če pa na dolgi rok ne delujemo v smislu prej omenjenega kroga neprekinjenega izboljševanja, se pojavi potem žal spet hrib oziroma povečanje porabe, ker enostavno brez stalne skrbi za delovanje oziroma optimizacijo ne pridemo do pravih učinkov. Zelena krivulja prikazuje, kakšen je običajno rezultat uvedbe kroga stalnega izboljševanja, kar tudi zahtevajo standardi, ki smo jih videli omenjene v prejšnji sliki. Če pogledamo, kateri so glavni dejavniki energetskega upravljanja stavb in proizvodnih procesov, začne se, kot je že prej gospod Šutanovac omenil, se začne pri podatkih. Zbiranje podatkov in pa avtomatski zajem podatkov, ki ne zahteva človeškega dela in omogoča različne periode zajema podatkov glede na dejanske potrebe, je prvi korak k temu, da bomo dejansko vedeli, kaj se nam dogaja. Ti podatki morajo biti zanesljivo preneseni in pa točni. To pomeni, da moramo uvesti tudi postopke za validacijo podatkov in te validirane podatke potem tudi shranjevati, običajno kar na daljši rok, ker s tem tudi zajamemo sezonska nihanja, na osnovi katerih se da tudi ustrezno planirati v ukrepe v različnih časovnih obdobjih. Drugi del je namenjen predvsem temu, kako se bo poročanje in analiza podatkov dogajala. Gre za to, da rabimo za to prvič ustrezno infrastrukturo, ki bo podatke sprejela in shranjevala. Vsa ta infrastruktura mora biti ustrezno standardizirana, varna in zanesljiva. Omogočati mora rast z širitvijo v bistvu ukrepov oziroma uvedbe v različnih delih podjetja ali ustanove, in biti more taka, da si jo lahko različni uporabniki v celoti izkoristijo njene možnosti. Gre tako za to, da morajo biti ustrezno vgrajene prave metode za analizo, ki jih lahko uporabijo oziroma izberejo energetski strokovnjaki, na drugi strani pa mora biti taka, da lahko običajen uporabnik, ki ni energetski strokovnjak, tudi spremlja, kaj se dejansko dogaja in na osnovi tega izboljšuje svoje navade in obnašanje. Zadnji del pa je tudi pomemben, in sicer mi in Telekom Slovenije in Metronik poudarjamo, da smo na tem področju aktivni že vsaj 5 let, če ne več. Imamo veliko izkušenj z izvedenimi projekti. V naslednjem poglavju vam bomo tudi pokazali, na katerih področjih smo izvajali te projekte in kakšne so te izkušnje. In prepričani smo, da lahko na tej osnovi
kot naši potencialni naročniki dobite veliko več, kot bi lahko brez tega. To bi bilo, kar se tiče pojmov oziroma teoretičnega uvoda, dovolj. Zdaj pa poglejmo, kako je naša skupna rešitev zasnovana in sestavljena. Tole je v bistvu pregled našega celotne arhitekture rešitve. Šli bomo od leve proti desni in si ogledali, kaj so bistvene karakteristike posameznega dela in prednosti posameznega dela rešitve. Za celotno rešitev veljajo 3 bistvene prednosti, in sicer to, da smo prilagodljivi oziroma da lahko prilagodimo skupno rešitev različnim tehnologijam za zajem in prenos podatkov, da lahko rešitev relativno enostavno, torej brez velikih investicijskih posegov, vpeljemo bodisi v majhna okolja ali pa v velikem obsegu. Torej, vi kot naročnik ne boste imeli s tem veliko dela oziroma stroškov. Enostavna uporaba je predvsem stvar tega, da mi zagotovimo vse celotno verigo dodane vrednosti, in pa da je rešitev na desni strani, torej v delu programske rešitve, intuitivna, kot omenjeno, za različne vrste uporabnikov. Še pomemben element je to, da je del naše skupne ponudbe tudi svetovanje, torej da lahko naš naročnik lahko dobi ne samo tehnologijo, ampak tudi znanje in izkušnje. Če začnemo na levi strani oziroma pri zajemu podatkov, zakaj govorimo tukaj o različnih tehnologijah za prenos podatkov? Gre za to, da pri zajemu podatkov iz merilnih mest običajno ne gre za enostavne lokacijske in recimo temu komunikacijske primere. Merilna mesta so običajno v zelo zahtevnih okoljih, globoki jaški, globoke kleti, kjer so tipični problemi s signali mobilne oziroma brezžične tehnologije. Žice pa potegniti v vsako klet tudi včasih ni najbolj enostavno, še posebej, če želimo dodati nova merilna mesta glede na to, da ugotovimo, recimo, da bi bilo smiselno meriti na več mestih, kot je osnovna ali pa zatečeno stanje merilnih lokacij. V zvezi s tem, torej, vsekakor kot infrastrukturni partner v teh projektih Telekom Slovenije že preizkuša različne mobilne tehnologije dolgo časa. Začeli smo tako z LoRo kot z Narrowband IoT tehnologijo. To sta 2 tehnologiji za prenos relativno majhnih količin podatkov v razmerah relativno slabega signala. In preizkusi so pokazali, da s temi tehnologijami lahko dosežemo praktično 100% zanesljivost prenosa podatkov kljub zahtevnim razmeram za sam prenos. Primerjava tukaj kaže, kako je z ostalimi tehnologijami, predvsem z GPRS tehnologijo za prenos podatkov, ki dejansko ni prilagojena za prenose majhnih količin, majhnih paketov iz zahtevnih okolij in običajno tudi
bistveno slabšo kakovost prenosa zagotavlja. Torej, s pomočjo LoRe ali pa Narrowband IoT tehnologij, ki smo jih preizkusili na različnih tako imenovanih pilotskih projektih, smo dokazali, da se da podatke nabirati oziroma zbirati in prenašati v centralno odložišče na bistveno bolj učinkovit način. Tukaj je par primerov rečemo temu iz terena. Kot vemo, števci ponavadi niso glih na najbolj prijaznih mestih. Velikokrat si je treba pri tem tudi precej umazati roke in tukaj, kot običajno, rabimo tudi specializirane partnerje, ki to delajo in jih imamo tudi v vseh teh pilotskih projektih smo s temi partnerji tudi to izvedli. Gre za to, da je treba na lokacijah blizu števcev običajno vzpostaviti neke komunikacijske naprave, ki zagotavljajo prenos signala, torej o katerem smo prej govorili, s brezžično tehnologijo do centralnega omrežja in potem v centralno odložišče v oblaku Telekoma Slovenije. Tukaj so pač primeri iz različnih vrst števcev. Merili smo tako vodo, porabo vode, porabo elektrike, porabo plina in porabo toplotne energije. Enkrat, ko pa so podatki zbrani in zanesljivo preneseni, jih je treba tudi zanesljivo shraniti. Hraniti jih je treba, kot sem že prej omenil, na daljša obdobja, zato je po našem mnenju tudi velika prednost te naše arhitekture možnost, da začnemo z malim in nadaljujemo z velikim. Torej, da se začne s postavitvijo v okviru oblaka, pomeni, da ni treba vzpostaviti velike namenske IKT infrastrukture na lokaciji naročnika ali pa v domeni naročnika, ampak lahko naročnik v bistvu z relativnim majhnim stroškom storitve hranjenja podatkov začne svojo pot energetskega upravljanja. Še par prednosti hranjenja podatkov in pa tudi uporabe orodij za analizo, o katerih bo potem Urban govoril, bi rad omenil, in sicer gre za to, da je infrastruktura razširljiva, torej začnemo lahko z malim in rastemo postopno in s tem tudi stroški rastejo z dejanskimi učinki. Ta infrastruktura je ustrezno varovana, podvojena, zagotavlja dosegljivost in razpoložljivost in pa, da ne pozabimo v današnjih časih zelo aktualne zadeve, to je kibernetsko varovana. Kot član kritične infrastrukture je Telekom zelo pozoren na to, kako se vzpostavi katerokoli informacijsko okolje in zagotavlja ustrezno varovanje pred kakršnokoli vrsto vdorov. No, s tem smo prišli do recimo konca dela rešitve, ki jo zagotavlja Telekom Slovenije, in lahko pogledamo naprej na ključne elemente rešitve MEPIS Energy, to bo predstavil Urban. Če bojo pa kakršnakoli vprašanja glede tega levega dela,
bomo pa z veseljem odgovarjali na zaključku. Hvala Andreju za izčrpno predstavitev in uvod naslednjemu govorcu, ki bo predstavil rešitev za najenostavnejše doseganje energetske učinkovitosti. Urban, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav še iz moje strani. Se pravi, moje ime je Urban Primožič in sem v Metroniku zadolžen kot vodja prodaje za energetske rešitve v zgradbah. Pa če kar predstavim, se pravi, Mepis Energy lahko rečemo je napredna rešitev za spremljanje in upravljanje z energijo v zgradbah. V prvi vrsti, kar omogoča, je pregled porabe energentov v realnem času. Poleg tega pa omogoča, da lahko delimo, se pravi, energijo po različnih porabnikih ali pa po objektih, da lahko generiramo različna poročila o porabi energije, se pravi, če je potrebno poročati vodstvu ali pa kakšni drugi instituciji. Potem je omogočeno alarmiranje, se pravi, če pride do neke previsoke porabe ali pa anomalije. V tem primeru nas aplikacija obvesti, da mi lahko hitro ukrepamo pa odpravimo, se pravi, tisto anomalijo. Pa potem so še razna napredna analitična orodja, ki nam omogočajo, da lažje prepoznavamo tiste kritična mesta, kritične porabnike energije in pa potem različna orodja tudi za vremensko normalizacijo in pa neke kreiranje KPI-jev, ki nam omogočajo, da lahko vrednotimo, kako dobro delamo oziroma upravljamo z energijo. Vsa ta orodja nam omogočajo, da lahko mi, se pravi, v podjetju vodimo proces upravljanja z energijo po standardu ISO 50001. Aplikacija je nameščena, se pravi, na strežnikih Telekoma Slovenije, deluje v oblaku in uporabnik lahko do njega dostopa oziroma do aplikacije dostopa preko spletnega brskalnika. Ekranski prikazi so intuitivni, tako da uporabnik lahko zelo enostavno pa zelo hitro dobi tiste informacije, ki so zanj pomembne. Dodatno si pa lahko vsak posameznik še kreira svojo nadzorno ploščo, se pravi, nadzorne plošče so konfigurabilne, tako da res potem s tistim enim klikom pride do podatkov, ki so zanj res najbolj pomembni. Omenil bi še, da aplikacijo stalno razvijamo, tako da dodajamo nove funkcionalnosti. Trenutno gre razvoj v smeri umetne inteligence in pa strojnega učenja, tako da bi potem aplikacija v prihodnje samodejno analizirala, pa tudi že mogoče priporočila določene ukrepe za boljšo pa bolj optimalno porabo energije. Aplikacija rešuje probleme različnih uporabnikov. Se pravi, v prvi vrsti gre za predvsem energetsko upravljanje, se pravi, uporabnik lahko spremlja in upravlja z energijo, optimira delovanje sistemov. Potem v naslednji fazi imamo delitev porabe in pa obračunavanje, se pravi, če imamo nekega najemodajalca, ki ima v določenem objektu v zgradbi več najemnikov, pa potem lahko z orodji v aplikaciji deli porabo in potem tudi obračunava najemnikom dejansko porabo energije. Ena od možnih variant je tudi, se pravi, da lahko mi promoviramo podjetje, se pravi, da je trajnostno usmerjeno in pa hkrati ozaveščamo tudi uporabnike stavbe k varčnejši rabi energije. To običajno naredimo tako, da v nek skupni prostor, večji skupni prostor, na primer avla, damo večji zaslon, na katerem potem prikazujemo določene grafe o porabi energije in na ta način, se pravi, promoviramo pa ozaveščamo uporabnike o varčni rabi energije. Ena možnost je, se pravi, podjetja, ki imajo več objektov, ki upravljajo več objektov, se pravi, da lahko centralno zbirajo vse e-račune o porabi energije. Se pravi, v tem primeru ima uporabnik vse račune iz različnih objektov, od različnih dobaviteljev na enem mestu in lahko lažje pregleduje, se pravi, in po porabi energije in z vidika stroškov. Potem pa še zadnja, se pravi, poročilni sistem, poročanje o porabi energije. Sistem omogoča oziroma
sam generira poročila, ki jih potem lahko ali uporabljamo za to, da poročamo managementu, ali naprimer, da moramo zakonsko poročati o porabi energije določenim inštitucijam, ali pa tudi naprimer, tako kot so naprimer evropski projekti, kjer so financirani iz evropskih sredstev, pa moramo potem poročati o doseganju prihrankov energije. Pa če si gremo pogledati še par konkretnih primerov, se pravi, primer na sliki gre za puščanje, se pravi, graf prikazuje porabo vode, vidimo pa, da pred označenim mestom je poraba vode v nočnem času praktično nič, potem pa kar naenkrat dobimo, se pravi, ta stalni pas porabe tudi v nočnem času in to nam takoj že pove, da gre za neko puščanje, pa potem lahko iščemo, se pravi, kje, na katerem mestu prihaja do puščanja in to takoj odpravimo. Potem drug primer, lahko, se pravi, detektiramo konice, uporabe energije, primer na sliki, se pravi, dobro vemo, da konična moč oziroma konična poraba vpliva tudi na končni račun za energijo in na ta način lahko mi zaznamo konice, sistem nas lahko tudi samodejno opozori, alarmira in potem gremo gledati, zakaj je prišlo do konice in kaj lahko naredimo, da mogoče v bodoče ne pride do podobne situacije. Še en primer, se pravi, tukaj gre za tako imenovan MNT diagram, Measure and Target diagram, kjer mi, se pravi, popišemo določen sistem, porabo energije določenega sistema, konkretno za ta primer gre za kotlovnico, kjer v odvisnosti od temperaturnega primanjkljaja imamo potem neko linearno karakteristiko sistema in vidimo, da praktično vse točke po porabi energije sovpadajo s premico, z izjemo označenih, kjer je pa dejansko prišlo do situacije, ko so imeli v določeni kotlovnici servis in po končanem servisu izvajalec ni vklopil nazaj avtomatike, tako da je sistem deloval v ročnem režimu in posledično je bila poraba višja, ni bila optimalna. S pomočjo sistema smo to detektirali in potem seveda šli preveriti v kotlovnico, v čem je težava, ugotovili, da je avtomatika izklopljena, ponovno vklopili in poraba je bila spet nazaj na normalnih vrednostih. Pa še en primer toplotne karte. Se pravi, tukaj imamo na Y-osi imamo ure v dnevu, pa na X-osi imamo dneve v mesecu, tako da na enem prikazu dobimo celoten pregled porabe energije znotraj meseca. Lepo se vidijo območja, kjer je nizka poraba energije, se pravi označeno zeleno, pa potem mesta označena z rumeno oziroma rdeče, kjer je višja poraba energije in iz tega se lepo vidi, kateri dnevi so, rečemo, vikendi, pa potem delavniki. Vidimo lepo, da je delavnik med 7. in 3. uro, pa potem tudi dve označeni mesti, kjer je prišlo do povišane porabe energije tudi dlje časa, tam do 19. ure. Tako da spet lahko gremo gledati, v čem je bil vzrok te daljše porabe energije, ali je to nekaj običajnega, nekaj, kar je moglo biti, ali je to dejansko neka zadeva, ki jo lahko mogoče optimiramo, izboljšamo, da v prihodnosti ni več podobnih situacij. Vsa ta orodja oziroma to, kar smo videli, lahko vidimo z našim orodjem. Je pa samo orodje Mapis Energy, aplikacija, samo en del te zgodbe. Se pravi, na drugi strani še vedno mi potrebujemo neke ukrepe, neka konkretna dejanja, na podlagi katerih bomo zmanjševali energijo. Tako da v prvi vrsti mi potrebujemo orodje, potrebujemo Mapis Energy, da dobimo podatke, informacije, na podlagi katerih mi izvajamo neke ukrepe in potem spet učinkovitost teh ukrepov spremljamo s pomočjo naše aplikacije. In prav obe zadevi, se pravi aplikacija Mapis Energy in pa ukrepi so ključ, da mi dosežemo maksimalne prihranke na energiji. Večina objektov oziroma podjetij nima zadostnega strokovnega kadra in zato
tukaj lahko prav sodelovanje Metronika in pa Telekoma Slovenije, mi vam omogočimo, da vam lahko ponudimo tudi, se pravi, svetovanje v začetku, pred pripravo sistema, pogledamo objekt, pogledamo glavne porabnike, svetujemo pri izbiri merilnih mest, potem vzpostavimo sistem, izobrazimo vaše uporabnike in pa tudi kasneje v času uporabe vam mi lahko pomagamo, vas suportiramo, vam svetujemo pri analizi rezultatov in pa pri potem sami pripravi ukrepov za znižanje porabe energije. Običajno se projekta lotimo v 6 korakih, se pravi, v prvi fazi pregledamo obstoječe stanje, pa pripravimo neko oceno investicije. Če naročnik potrdi, gremo potem naprej, izdelamo celotni plan meritev, točen popis materiala potrebnega, da se vzpostavi tak sistem. V naslednji fazi določimo energetske stroškovne centre in pa KPI-je, na podlagi katerih bomo mi lahko vrednotili, kako učinkovito upravljamo z energijo. V naslednji fazi namestimo merilnike na objektu in pa te merilnike povežemo v oblak, kjer skonfiguriramo aplikacijo po željah oziroma po zahtevah naročnika. Ko je aplikacija skonfigurirana, izvedemo šolanje in pa opcijsko, potem kot sem že omenil, lahko še svetujemo tekom same uporabe sistema. Toliko o aplikaciji. Zdaj v naslednji fazi bi si pogledali še 2 primera iz prakse, se pravi primer Merkurja in pa primer podjetja Marifarm. Če si najprej pogledamo kar Merkur, se pravi, tukaj nas je naročnik kontaktiral, imajo 24 trgovskih centrov po celotni Sloveniji in njihova želja seveda je, da dobijo vpogled v samo rabo energije, optimirajo porabo energije, hkrati pa tudi vsi ti trgovski centri imajo določene prostore, ki jih oddajajo, se pravi najemnikom, in Merkur je želel, da bi lahko dejansko meril porabo energije in obračunaval najemnikov dejansko porabo energije za to, kar potrebujejo za obratovanje. Se pravi, tukaj smo mi praktično vzpostavili sistem od začetka do konca, se pravi, v prvi fazi pogledali objekt, določili merilna mesta, določili merilnike, ki so povezljivi in tisti, ki niso povezljivi, zamenjali merilnike, ki niso povezljivi, tako da smo potem vse podatke dobili v oblak, v oblaku skonfigurirali aplikacijo, do katere potem lahko uporabnik oziroma Merkur dostopa. Se pravi, ponudili smo od samega načrtovanja do izvedbe in pa predaje sistema, pa hkrati smo omogočili, da v prvi fazi povežemo 2 objekta in potem, če bo sistem učinkovit, gremo naprej, je plan, da gremo naprej v širitev še na ostalih 22 objektov, tako da Merkur zaenkrat plačuje samo uporabnino za 2 objekta, lahko pa potem naprej, ko se širi, se pa tudi seveda potem ta strošek povečuje. Potem drug primer je farmacevtsko podjetje Marifarm, ki izdeluje tablete in pa pakira, se pravi, zdravila v embalažo. Tudi oni so si želeli dobiti vpogled v porabo energije in pa predvsem zmanjšati porabo energije. Predvsem za njihovo industrijo je značilno, da gre ogromno energije za vzdrževanje kondicionirane zraka v proizvodnih prostorih, kjer so predvsem zaradi različnih predpisov res stroge zahteve in strogi pogoji, da dosegamo to kvaliteto zraka. In tukaj smo spet vzpostavili rešitev Mepis Energy, v kateri smo povezali več kot 60 merilnikov elektrike, plina in pa vode. Vzpostavili smo več kot 60 izračunov in pa KPI-jev, s pomočjo katerih lahko v Marifarmu vrednotijo, ali delujejo učinkovito ali ne. Kar bi še omenil je, da smo delili porabo energije na energetski del in pa tehnološki del.
energetski del zajema vse sisteme, ki skrbijo za okolje oziroma pogoje v prostorih, se pravi, to gre za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in pa na primer razsvetljavo in pa druge porabnike, medtem ko tehnološki del se fokusira striktno na porabo same tehnologije in pa procesa proizvodnje tablet. Mogoče kot zanimivost, se pravi, v Marifarmu mi spremljamo porabo energije v odvisnosti od, se pravi, v prvi vrsti od zunanje temperature, hkrati pa tudi od vlažnosti zraka, ker oba ta parametra sta pomembna pri tem, koliko porabimo dejanske energije, da lahko ustrezno pripravimo zrak. Potem drugi sistem, ki je tudi še zanimiv, je pa kogeneracija, kjer spremljamo učinkovitost delovanja, se pravi, na eni strani spremljamo proizvedeno toploto in pa proizvedeno elektriko v odvisnosti od porabe plina. Tako da sistem je zanimiv, lahko še omenim, da je Marifarm nekje v obdobju prvega leta po intenzivni uporabi sistema in pa seveda tudi izvajanju določenih ukrepov privarčeval nekje 10% energije v svojem podjetju. Zdaj, ko gremo proti koncu, bi mogoče omenil še par prednosti, ki jih prinaša sodelovanje Telekoma Slovenije in pa Metronika. Se pravi, mi lahko ponudimo end-to-end rešitev, se pravi, od začetnega svetovanja, priprava merilnih mest, vgradnjo števcev, prenosa podatkov v oblak, vzpostavitev strežniške infrastrukture in pa aplikacije in pa potem kasnejšega tudi svetovanja pri sami uporabi sistema. Omogočamo model pay as you go, se pravi, če imate več objektov, lahko vzpostavimo pilotni sistem na prvem objektu, plačujete samo uporabnino za en objekt, pa potem naprej širimo sistem še na ostale objekte, ki jih imate. Kar je pomembno, da imamo zanesljiv prenos podatkov od lokacije do strežnikov v oblaku, kar pomeni, da ni potrebe po lastni infrastrukturi, hkrati vam zagotavljamo tudi strežnike, tako da tudi ne potrebujete lastnega kadra za vzpostavitev in vzdrževanje same infrastrukture. Pomemben del, seveda ključni del, je napredna aplikacija Mapis Energy, ki vam omogoča, da vi lahko, se pravi, kot sem že omenil, spremljate porabo energije na zelo intuitiven način, dobite vse tiste relevantne podatke, da potem lahko tudi oblikujete ustrezne ukrepe in zmanjšate rabo energije. Pa na koncu, tako kot sem omenil, se pravi, če nimate svojega kadra, če nimate lastnega znanja, vam lahko mi, se pravi, in vzpostavimo sistem in pa potem tudi svetujemo pri uporabi sistema in pa, se pravi, analizi podatkov ter oblikovanju nekih ukrepov za zmanjšanje energije. Vse rešitve, ki jih uporabljamo, so uveljavljene, so potrjene in so že uporabljene pri različnih strankah. Tako da lahko rečem, da smo realizirali tudi kar nekaj projektov, se pravi, več kot 30 projektov smo že realizirali z tega področja. Za konec bi omenil še, da smo v sklopu webinarja pripravili še akcijo, kjer bomo 1.5. naročnikom podarili brezplačnih 6 mesecev uporabe sistema. Tako da to je naš tisti prvi korak, da začnemo pogovore, pogledamo, kakšne so možnosti za vzpostavitev sistema in mogoče celo vzpostavimo sistem pri vas, pa privarčujemo tudi nekaj potem na sami energiji. Dodatno si pa lahko investicijo v sam sistem zmanjšate tudi prek razpisa, se pravi, trenutno je objavljen razpis za subvencijo za sistem upravljanja z energijo, kjer si lahko povrnete, se pravi, do 20% investicijskih stroškov pri vzpostavitvi samega sistema. Tako da, toliko iz moje strani. Hvala lepa za pozornost, pa upam, da se še kaj slišimo pa vidimo v prihodnosti.
Hvala, Urban, za odlično predstavitev. Za vsa vprašanja v zvezi z energetskim menedžmentom sta vam na voljo Dragan Bogdanovski iz podjetja Telekom Slovenije in Urban Primožič iz podjetja Metronik. Kot obljubljeno, vam v naslednjih dneh pošljemo tudi posnetek. Najlepša hvala za vašo pozornost in udeležbo. Lep pozdrav in upam, da se vidimo kmalu. Svidenje.